Mi si dejansko želimo, da se navada, da se dan začne z zajtrkom, ponovno vrne v naše domove. To je bil, tudi prvi cilj že pred desetletjem, začetek projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Te številke se nekoliko izboljšujejo, saj ponovno redno zajtrkuje že polovica, slovenskih otrok, se je pa ta navada očitno prijela tudi doma, v družinah, saj, vse več zajtrkuje tudi odraslih. Drugo je, da iščemo hrano lokalnega izvora, takšna hrana je bolj kakovostna, je bolj sveža, hranilna in nenazadnje tako tudi skrbimo za, svoje okolje. Zdaj po našem mnenju, so prav vrtci in šole tisti, ki si zelo prizadevajo za izboljšanje prehranskih navad naših otrok, in tudi prav je tako. Tako s promocijo zajtrka, tako z vključitvijo kakovostnih, lokalnih živil v obroke in seveda moramo zato biti tudi zelo hvaležni, jih pri tem tudi podpreti. In tretje, vemo, da prehrana močno vpliva na naše zdravje in prav je, da zdaj v času poslabšanih epidemioloških razmer, s hrano čim bolj podpremo svoje zdravje. V zadnjem času se namreč, krepijo številni dokazi, kako je mogoče z optimalno prehrano podpreti imunski sistem, s tem pa zmanjšati tvegane posledice okužb, vključno z, aktualnimi okužbami z novim koronavirusom. Še ena stvar, na katero želim opozoriti, pa je, da, pri prehrani ni nekih bližnjic, kot so razni prehranski dodatki, super živila in podobno, ki bi nadomestili uravnoteženo prehrano ali pa sami po sebi kar prinašali zdravje. Zato je, ta čas, ko smo doma, morda priložnost, da se ozremo po svojih navadah, se čim bolje poskrbimo za svojo prehrano, za prehrano svojih bližnjih, se morda preizkusimo v pripravi zdravih obrokov, in če se doslej nismo, se skušamo prehranjevati bolj redno. Torej rek, da se dober dan začne z dobrim zajtrkom, še kako drži, zato vam želim dober tek in ostanite zdravi.